V tem videu bomo pogledali, kaj pravijo uporabniki, ki so uporabljali morske alge za paradižnik. Andrej piše: letos sva z ženo prvič nabavila alge in jih poskusno uporabila na paradižniku. Del paradižnika, kateremu so bile dodane alge, je bil vidno lepši. Enako tudi trava na zelenici, ki jo je tudi tretiral. Zato komaj čaka, da letos uporabi alge na vseh pridelkih. Berta nam je pisala na Facebook stran, povezavo boste našli v opisu tega videoposnetka. Ko se spoznamo z nečim novim, kot so bile v mojem primeru rjave morske alge, kot naravni bioaktivatorji prsti, smo navadno skeptični in z nekim zadržkom ali nejevero začnemo uporabljati izdelek. Poslušala sem zgodbe okoliških vrtičkarjev, pozitivne odzive in pohvale znank in prijateljic, katerih so okna in balkone domačih hiš krasile čudovite rože. Medtem ko je meni vedno uspevalo le na pol, nikoli ni bilo zadovoljstvo popolno. Sedaj pa moram priznati, da sem jaz tista, katero sprašujejo, kako ti je to uspelo, oziroma kako ti uspeva. In moj odgovor je vedno enak: rjave morske alge. Torej, Berta uporablja na vrtu in za balkonske rože in priporoča. Tukaj imamo še enega. Gospod Bogomir piše: v lanskem letu sem prvič uporabil rjave morske alge v našem majhnem rastlinjaku. Solata je bila prva posajena vrtnina, ki nam je čudovito uspela. V maju smo na to mesto posadili papriko in nadzemno kolerabico ter cvetačo. V preostali del pa paradižnik in solatne kumare. Pridelek paradižnika je bil obilen, brez običajnih bolezni. Zadnjega smo obirali pred mrazom v novembru. Torej, skoraj do zime je imel paradižnik, brez bolezni, brez vsega. Zanimiva je bila tudi cvetača, prvič smo pridelali tako velike glave. Presenetila nas je tudi mesnata in debela paprika. 2 sadiki solatnih kumar sta bile dovolj do pozne jeseni. Skratka, zelo sem zadovoljen z efekti tega dodatka, ker prinaša zdrav in obilen pridelek. Tudi priporoča uporabo. Torej, kako delujejo morske alge na rastline, najdete na rjavemorskaalge.si, povezave pa bodo v opisu tega videoposnetka spodaj.